Nova Slovenija je danes na obisku v Kraško-Notranjski regiji. Tukaj je veliko naravnih kulturnih spomenikov. Veseli nas, da vsa ta podjetja si res prizadevajo ohraniti te naše naravne lepote, naravne spomenike in ponuditi tudi na ogled slovenski in pa širši evropski in svetovni javnosti. V Novi Sloveniji smo prepričani, da je prav turizem tista priložnost za Slovenijo, ki jo moramo še naprej razvijati in ponuditi svetu, in turizem je tudi velika možnost za nadaljnji gospodarski razvoj. Prepričani smo, da je potrebno to našo turistično ponudbo povezati in Slovenija mora kot država tudi sodelovati pri promociji turistične ponudbe in s tem bomo izboljšali tudi gospodarski razvoj naše turistične potencijale. Današnji obisk poslanske skupine na terenu kaže, da obstajajo številna podjetja, kjer se je izkazalo, da privatna pobuda pomeni korak naprej. V nekaterih družbah se je izkazalo, da državno lastništvo povzroča škodo, da pomeni veliko odtekanje državnega denarja, in šele ko je prišla domača privatna pobuda, so se podjetja začela razvijati in cveteti. In morda je to tudi eden izmed principov, ki bi ga veljalo uveljaviti tudi drugje po Sloveniji. Stranka dozoreva, stranka dobiva podobo, stranka je jasna pred ljudmi, vesel sem, da hoče biti tudi suverena, in predvsem ima stranka, kot ste videli tudi danes, ljudem kaj povedati. Taka stranka ima prihodnost in mislim, da lahko res vsak s ponosom pove, da je član te stranke, krščansko-demokratske, ki je nekoč že tudi dokazala z večjimi procenti, kaj se da v Sloveniji, oziroma kaj se mora narediti. In jaz mislim, če bomo s to voljo šli naprej, bomo prepričali tudi tiste, ki so že dolgo v apatiji. Da sem to že zadosti jasno povedala in dovolj jasno povedala, da je človek suveren takrat, ko je neodvisen. Ko ti se ne hodiš izposojati in ko nisi nikomor dolžen, da skreci ti lahko suveren in lahko stojiš na svojih temeljih. In mi, Nova Slovenija, krščanski demokrati, mi smo edini borci za dobre pokojnine. Zato, ker si prizadevamo za krepitev gospodarske rasti. Če bomo imeli gospodarsko rast, potem bomo imeli tudi penzije, drugače jih ne bo. Če bomo imeli dobro gospodarstvo, bomo imeli tudi dober zdravstveni sistem, drugače ga ne bo.